Dobrodošli na SDG Talks, nizu pogovorov o ciljih trajnostnega razvoja in kakovostnem izobraževanju. Današnji pogovor smo pripravili v okviru projekta BRID47. Lepo pozdravljam današnjo sogovornico, magistrico Natašo Adlešič-Barba, vodjo sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve. Lepo pozdravljeni. Cilji trajnostnega razvoja predstavljajo skupno agendo za zagotavljanje dostojnega življenja vsake posameznice in posameznika ob upoštevanju medgeneracijske solidarnosti in pa planetarnih meja. Platforma Sloga organizira pogovore o ciljih trajnostnega razvoja v sodelovanju z Društvom za združene narode za Slovenijo s ciljem promocije teh ciljev in pa globalnega učenja v tem desetletju za ukrepanje, ki je pred nami. Z vami sva Patricija Virtič, projektna vodja BRID47 pri platformi Sloga, in Adriana Aralica iz platforme Sloga, ki pa je članica izvršnega odbora Društva za združene narode za Slovenijo. Adriana, predajam ti besedo. V letu 2020 smo obeležili 75. obletnico ustanovitve Organizacije združenih narodov. Ob tej priložnosti so Združeni narodi povabili k največjemu globalnemu dialogu o izzivih sodobnega sveta in prihodnosti, ki si je želimo. Uvodoma vas vabim, da pogledate v prihodnost in si predstavljate svet, kakršnega si želite čez 10 let. Katere 3 spremembe bi želeli videti? Združeni narodi so po krvavih vojnah 20. stoletja postavili temelje za svet miru in blaginje. Čeprav nismo uspeli preprečiti vseh konfliktov in bi se pogosto morali odzvati hitreje, bolje in odločneje, pa se verjetno lahko strinjamo, da je ravno zaradi njih svet od 24. oktobra 1945 boljši. Slovenija je zavezana multilateralnem oziroma večstranskem sodelovanju v okviru Združenih narodov ter tudi drugih mednarodnih in regionalnih organizacij, tudi kot članica Evropske unije in nenazadnje s predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici tega leta. Zato je bistveno, da naš napredek gradimo na temeljih spoštovanja človekovih pravic, mednarodnega prava in pravne države ter na celovitem, vključujočem in trajnostnem razvoju naših družb. Svet je zelo drugačen kot pred 75 leti, je manj predvidljiv in manj varen, kot je bil še včeraj. Novi in vedno bolj zapleteni izzivi ne poznajo državnih mej. Zato je svet bolj povezan in soodvisen. Tudi kriza COVID-19 je to nedvomno pokazala. Na nas je, kako izkoristiti nastalo situacijo oziroma globalno krizo, da se še bolj povežemo ter okrepimo odporno in trajnostno okrevanje po pandemiji na tako imenovani način Building Back Together in Building Back Better. Pandemija je žal upočasnila doseganje ciljev agende 2030, zato si želimo, da države v procesu okrevanja po pandemiji ne zdrsnejo v nazadovanje pri izpolnjevanju ciljev. Pri tem je pomembno, da v skladu z načelom Leave no one behind ne dovolimo, da posamezne države ali družbene skupine ostajajo ob strani oziroma da so pozabljene. V letu 2030 si torej želimo, da bo svet po okrevanju po pandemiji boljši in bo zgrajen nazaj na boljši način in pa na trajnostnih temeljih. Na to, da bo svet varnejši, saj je mir predpogoj za doseganje trajnostne družbe blagostanja za vse, in nenazadnje, da bi v čim večji možni meri odpravili revščino v svetu, da bi bilo čim manj potreb po humanitarni pomoči in da ne bi bilo več potrebe, da so naše dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja usmerjene v odpravo revščine in neenakosti, temveč predvsem v partnersko sodelovanje za doseganje trajnostnega načina življenja. Hvala. Res je, leta 2020 smo obeležili kar 5. obletnico sprejetja teh ciljev trajnostnega razvoja in nekje smo zdaj na tretjini poti. Na voljo imamo še to desetletje za ukrepanje, da zagotovimo, da res nikogar ne pustimo ob strani, kot ste omenila. Kateri so po vaši oceni ključni izzivi mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči? Pred pandemijo COVID-19 je bil svet pri uresničevanju agende 2030 po podatkih Združenih narodov na dobri poti, da izpolni 6 ciljev. Nekje na pol poti uresničevanja bi jih ostalo 6, 5 pa nazaduje. Za veliko dodatno oviro se je zdaj izkazala ta pandemija. Med drugim je močno ogrozila uresničevanje prvega cilja trajnostnega razvoja, to je SDG 1, odprava revščine.
Kajti kazalo je, da se bo ta do leta 2030 zmanjšala in bo v revščini živelo še sicer 6% prebivalstva, se pravi, da cilj ne bo izpolnjen, vendar pa je pandemija ta trend preprečila in celo povzročila, da se je revščina, in to prvič po letu 1998, spet povečala. Med cilji, ki jim kaže dobro, so splošen dostop do pitne vode in sanitarije ter elektrike, zmanjševanje razlike tudi med spoloma in dostop do izobrazbe. Na slabše pa gre skrbijo za čisto okolje, odpravljanje splošne neenakosti, lakote. In Slovenija se je na to poslabšanje humanitarnih razmer zaradi pandemije odzvala hitro in za boj proti COVID-19 v partnerskih državah doslej namenila skupno 1,22 milijona evrov. In je tudi ta pomoč presegla polovico mednarodne humanitarne pomoči, ki jo običajno namenjamo na letni ravni. Ocenjujemo sicer, da smo se odzvali dobro na to pandemijo, bodo pa na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja potrebne še dodatne in bolj dolgoročna prizadevanja, ki bodo ustrezno finančno podprta, da bi naše partnerske države pri izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja napredovale oziroma da ne bi nazadovale. Kako se Slovenija odziva na nedavne humanitarne potrebe zaradi izbruha virusa COVID-19 ste že omenili, pa bi vas prosila, da še orišete, kako Slovenija skozi mednarodno razvojno sodelovanje, globalno učenje in humanitarno pomoč prispeva k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja na splošno. Kakšni so prihodnji načrti za udejanjanje zaveze namenjena 0,33% bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč do leta 2030, k čemur se je Slovenija zavezala kot odgovorna članica mednarodne skupnosti, in ali je morda predsedovanje Svetu Evropske unije v drugi polovici letošnjega leta priložnost za krepitev udejanjanja ciljev trajnostnega razvoja tako na ravni Evropske unije in v okviru zunanjega delovanja unije? Slovenija kot razvita in odgovorna država v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči z vsemi svojimi prizadevanji in aktivnostmi prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja v partnerskih državah. Z namenom večje učinkovitosti je slovensko razvojno sodelovanje osredotočeno na nekatere cilje oziroma prednostna vsebinska področja. Tako smo v resoluciji podrobneje opredelili 2 prednostni vsebinski področji. Na to pa v strategiji iz leta 2018 bolj natančno opredelili in jih povezali s 4 cilji trajnostnega razvoja. In ti cilji so, se pravi, cilj trajnostnega razvoja 8, dostojno delo ter trajnosten in vključujoč gospodarski razvoj v partnerskih državah, zaposlitvene možnosti za ženske in mlade ter razvoj mikro, malih in srednjih podjetij v partnerskih državah. Na to imamo SDG 16, razvoj dobrega upravljanja in vladavine prava, vključno s podporo vzpostavitvi učinkovitih, odgovornih in tudi preglednih institucij. Na to pa sta še 2 bolj okoljska SDG-ja, se pravi SDG 12, trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in njihova učinkovita raba, predvsem s podporo prehodu v tako imenovano krožno gospodarstvo. In pa SDG 13, se pravi zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim spremembam v partnerskih državah. Zdaj, te omenjeni 4 cilji so bili izbrani glede na naše primerjalne prednosti in zmogljivosti ter hkrati glede na možnosti zagotavljanja čim večje podpore razvojnim prizadevanjem partnerskih držav. K doseganju teh ciljev v partnerskih državah posredno pa doma prispevajo tudi aktivnosti globalnega učenja, ki po eni strani spodbujajo razumevanje globalnih izzivov, vpletenosti v globalno dogajanje in so odgovornosti za vse, kar se v svetu dogaja. Po drugi strani pa tudi spodbujajo k konkretnim akcijam v lokalnem in širšem okolju. Zdaj, kar se tiče prizadevanja za uresničevanje mednarodne zaveze namenjanja 0,33% bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč do leta 2030, to pač sovpada s prizadevanji za doseganjem ciljev trajnostnega razvoja. 17. cilj se namreč nanaša na partnerstva za doseganje ciljev in del tega cilja
je tudi zaveza za uradno razvojno pomoč, ki jo države uresničujejo preko mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. In naloga vsake države je, se pravi tudi Slovenije, da skladno s svojimi prioritetami in tudi zmožnostmi prevzema svoj del odgovornosti za zagotavljanje mednarodne varnosti, stabilnosti in pa tudi razvoja. Slovenija je v resoluciji o razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, ki je bila sprejeta v Državnem zboru, predvidela sprejem akcijskega načrta o postopnem povečevanju deleža bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč in mi smo tudi pripravili akcijski načrt, vendar pa se je nekako delo ustavilo, ker ni bilo mogoče zagotoviti znatnega povečanja sredstev za razvojno sodelovanje v prihodnjih letih. Akcijski načrt zato pa tudi zaradi pandemije oziroma posledic pandemije ni bil poslan v nadaljnjo obravnavo oziroma sprejem in tukaj bo treba doseči neki širši družbeni konsenz glede tega. Slovenija si sicer v okviru priprave vsakokratnih proračunov prizadeva za čim večji nominalni dvig, bo pa treba opraviti razmislek, kako bo zagotovila povečanje sredstev v skladu s sprejetimi zavezami. V letu 2019, to so zadnji znani podatki, je uradna razvojna pomoč Slovenije znašala 0,17% bruto nacionalnega dohodka in tako med novimi državami članicami EU za zavezo 0,33% bruto nacionalnega dohodka zasedamo 4. mesto, pred nami so Malta, Madžarska in Ciper. Zdaj strinjamo se, da je predsedovanje Svetu EU priložnost za krepitev uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja na ravni EU in pa v okviru zunanjega delovanja Unije. Kot dober primer lahko izpostavimo področje vode. S tem, ko je voda naša glavna vsebinska prioriteta na področju razvojnega in humanitarnega delovanja, vse skozi opozarjamo tudi na pomen uresničevanja 6. cilja trajnostnega razvoja, ki se nanaša na čisto vodo in pa sanitarno ureditev. Z vodno diplomacijo želimo prispevati k celostnemu pristopu do vode, ki bo temeljil na 3 ključnih stebrih, to je razvojno sodelovanje, humanitarna pomoč in mir. In skupaj z Evropskim centrom za upravljanje razvojnih politik, to je ECDPM, to je think tank, načrtujemo pripravo dokumenta Water as a Regional Public Good, ki bo vodo povezal s prehransko varnostjo, geografsko pa bo vezan na Sahel. V času predsedovanja bomo tudi kot del podedovanja agende veliko pozornost namenili boljšemu skupnemu delovanju in partnerstvom, se pravi SDG 17, kar je tudi dober primer krepitve prizadevanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. V Svetu EU obstaja tudi delovna skupina za agendo 2030, katere naloga je ravno spremljanje izvajanja ciljev trajnostnega razvoja, tako v notranjih kot v zunanjih politikah Evropske unije. Za to skupino je pristojna sicer služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki bo skupini tudi predsedovala, kar pa se tiče te zunanje dimenzije, pač tesno sodelujemo z njimi. Projekt Bridge 47 se osredotoča na 4. cilj trajnostnega razvoja, torej kakovostno izobraževanje in v okviru tega na globalno učenje. Slovenija je močna podpornica svetovnega programa o izobraževanju za človekove pravice, tudi v okviru aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, krepi izobraževalne priložnosti v partnerskih državah in od leta 2005 izvaja projekt Naše pravice. Prav tako podpira aktivnosti na področju globalnega učenja, kar ste že omenili v prejšnjem odgovoru. Prosila bi vas, da izpostavite ključne dosežke Slovenije pri zagotavljanju kakovostnega izobraževanja v okviru zunanje politike in ključne izzive, ki jih prepoznavate na tem področju. Varovanje in promocija človekovih pravic je eden od temeljnih segmentov zunanje politike Republike Slovenije. In Slovenija vidi človekove pravice poleg miru in varnosti ter razvoja kot enega izmed enakovrednih stebrov, 3 enakovrednih stebrov Združenih narodov. Na tem področju zastopamo progresiven pristop, ki vodi v nadaljnjo
kodifikacijo mednarodnega prava človekovih pravic, se pravi, govorimo o razvoju novih standardov, obenem pa v konkretne aktivnosti za njihovo spoštovanje in uveljavljanje. Promocija človekovih pravic se izvaja tako v naši nacionalni zunanji politiki, kot tudi v okviru mednarodnih povezav, kot so Evropska unija, Združeni narodi, pa tudi Svet Evrope in OVSE, se pravi Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi. Ključne prioritete Slovenije v zunanji politiki na področju človekovih pravic ostajajo pravice otrok, zlasti problematika nasilja nad otroki in pa otrok v ogroženih spopadih. Nato so enakopravnost spolov, pravice manjšin, pravica do zdravega okolja, izobraževanje za človekove pravice, tudi pravice starejših in splošna odprava smrtne kazni povsod po svetu. Človekove pravice so tudi integralni del slovenskega razvojnega sodelovanja. Uredba na tem področju določa spoštovanje pristopa, ki temelji na človekovih pravicah v razvojnih in humanitarnih projektih kot eno izmed meril. In na ta način spodbujamo, da projekti prispevajo k spoštovanju ali izboljšanju stanja človekovih pravic v partnerskih državah. Vsaka država je malo posebna in je pač potrebno se prilagoditi lokalnemu okolju. Opolnomočenje otrok z izobraževanjem o človekovih pravicah, predvsem s pravicami otrok, je ena od pomembnih prednostnih nalog slovenske zunanje politike na področju te promocije človekovih pravic. Naše ministrstvo je s tem namenom razvilo projekt Naše pravice in na osnovi tega projekta in pripadajočega gradiva, ki je prevedeno že v 17 jezikov, Slovenija od leta 2005 omogočila izobraževanje o otrokovih pravicah več kot 250.000 otrokom v 26 državah v Evropi, Aziji, Latinski Ameriki, Afriki in na Bližnjem vzhodu. In izkušnje izvedenih projektov kaže, da obstajajo velike potrebe po tovrstnem izobraževanju. In menimo tudi, da so taki projekti in številna druga prizadevanja mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij ter vladnih ustanov zelo koristni. In s tem projektom bomo seveda nadaljevali tudi v prihodnje. Omenjeno izobraževanje za človekove pravice gotovo spada med pomembne dosežke na področju zagotavljanja kakovostnega izobraževanja v okviru zunanjega delovanja Slovenije in pač prispeva k doseganju 4. cilja trajnostnega razvoja. Z razvojnim sodelovanjem na področju izobraževanja si Slovenija prizadeva omogočiti dostop do kakovostnega izobraževanja v partnerskih državah in to dosegamo tudi v okviru oprostitev šolnin, izmenjav, predvsem pa v okviru razvojnih štipendij. Poleg tega in že omenjenih projektov izobraževanja o človekovih pravicah Slovenija prek svojih razvojnih projektov omogoča poklicno usposabljanje brezposelnim ženskam in dekletom in sicer v okoljih, kjer imajo za to malo možnosti. Izpostaviti mogoče velja še projekt, ki je vključeval izobraževanje otrok beguncev iz Sirije ali pa recimo 2 projekta gradnje in opreme šol ter usposabljanje učiteljev in učiteljic v Burundiju. Potem projekt, ki je vključeval izobraževanje učiteljev za delo z otroci s posebnimi potrebami v državah Zahodnega Balkana in nenazadnje tudi projekt šolske in vrstniške mediacije, ki poteka v Bosni in Hercegovini. Potem imamo pa še projekte globalnega učenja, ki jih podpiramo in potekajo v Sloveniji. S temi projekti želimo spodbujati poglobljeno razumevanje globalnih izzivov in neenakosti v svetu ter hkrati spodbuditi aktivno delovanje v lokalnem okolju z zavedanjem, da ima vsako delovanje v lokalnem okolju posledice tudi na globalni ravni. In z vidika doseganja ciljev trajnostnega razvoja razumemo vse oblike izobraževanja in usposabljanja ter tudi globalno učenje kot pomembno orodje, ki omogoča doseganje vseh ciljev, ki jih v skladu z našimi strateškimi usmeritvami želimo doseči. Se pravi, tako SDG 8, 12, 13 kot 16.
vpliva posledic na pandemije, na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja ste se že dotaknili. Izbruh koronavirusa je nedvomno razkril in celo poglobil neenakosti, kar bo zagotovo vplivalo na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, celo ogrozilo napredek pri njihovem uresničevanju. Katere teme bi morali tako mednarodna skupnost in Slovenija prednostno naslavljati, da bi zagotovili trajnostno okrevanje, ki v središče postavlja ljudi? Pandemija COVID-19 je dodatno pripomogla k poslabšanju humanitarnih razmer v svetu. Povečalo se je število ljudi, ki trpijo zaradi lakote in živijo na robu revščine, hkrati je pa otežila dostavo pomoči. In kot že omenjeno, je Slovenija za boj proti COVID-19 v partnerskih državah doslej namenila skupno 1,22 milijona evrov in s tem presegla polovico humanitarne pomoči, ki jo običajno namenjamo na letni ravni. Zdaj, Ministrstvo za zunanje zadeve je tako pozvalo izvajalce, tako nevladne organizacije kot ustanove, da v okviru razvojnih humanitarnih projektov preusmerijo 20% sredstev za leto 2020 v aktivnosti namenjene zajezitvi pandemije ter ublažitvi njenih posledic. Poleg tega smo povečali tudi humanitarne prispevke mednarodnim organizacijam. Uprava za zaščito in reševanje pa je donirala tudi materialna sredstva državam Zahodnega Balkana, Severni Makedoniji, Srbiji, Bosni, Hercegovini, Črni Gori in Kosovu ter tudi organizirala prevoz doniranih 1,2 milijona zaščitnih mask na Kitajsko, čisto na začetku pandemije. Pandemija je tudi močno zaznamovala razprave v okviru Evropske unije in mednarodnih organizacij. Slovenija je v lanskem letu aktivno sodelovala v razpravo v okviru Sveta EU za vzpostavitev pristopa Team Europe, ki predstavlja skupni pristop EU za pomoč partnerskim državam v boju s pandemijo. Team Europe je v središče odziva postavil solidarnost in sodelovanje. Odziv je usmerjen v obravnavanje humanitarnih, zdravstvenih, družbenih in gospodarskih posledic krize. Geografsko pa se osredotoča na najbolj prizadete države v Afriki, evropskem sosedstvu, pa tudi na Zahodnem Balkanu, Bližnjem vzhodu ter v delih Azije, Latinske Amerike in Karibov. Poudarek je na najbolj ranljivih skupinah prebivalstva, vključno z migranti, begunci in notranje razseljenimi osebami. Team Europe vključuje tudi prispevke vseh institucij EU, sredstva držav članic, finančnih institucij, kot so Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovo in razvoj. In tako je Evropska unija za soočenje s pandemijo COVID preko tega Team Europe partnerskim državam po svetu namenila že več kot 38,5 milijard evrov pomoči. Zato to so podatki iz decembra 2020 in se v bistvu stalno mesečno nadgrajujejo in dejansko se ta pomoč povečuje. Slovenija se je tudi udeležila 2 virtualnih globalnih donatorskih dogodkov pod pokroviteljstvom Evropske komisije, namenjenih skupnemu globalnemu odzivu na COVID-19 ter napovedala prispevek v višini 13,76 milijona evrov. Večji del, 13,5 milijona evrov iz proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo porabljenih v Sloveniji za izvajanje že načrtovanih raziskovalnih projektov, ki so se zdaj preusmerili v COVID, se pravi v raziskave na področju COVID-a. Zunanji minister pa se je nato tudi decembra 2020 udeležil posebnega zasedanja Generalne skupščine OZN o pandemiji COVID-19. Zaradi finančnih implikacij pandemije se je v mednarodni skupnosti močno okrepila tudi razprava o vzdržnosti dolga. Se številne države, ki so se že pred pandemijo soočale z velikim bremenom odplačevanja dolgov, znašle pred brezizhodno situacijo. Globalne razprave o tem vprašanju na najvišji ravni potekajo pod okriljem Združenih narodov, sicer pa je glavnina konkretnih pogovorov potekala med finančnimi ministri držav Pariškega kluba, G20 ter v okviru Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada. Evropska unija kot globalni igralec lahko vprašanje dolga vključi v širši politični dialog,
Vzpostavila je tudi pobudo za globalno okrevanje, v kateri je povezala odpis dolga z naložbami v cilje trajnostnega razvoja in na Evropskem svetu oktobra 2020 sprejela zavezo, da bo nadaljevala z napori za odpis dolga, posebej afriškim državam. Pogovori o vprašanju dolga in vzdrževanja potekajo na vseh relevantnih forumih na najvišjih ravneh, na primer na srečanju voditeljev Evropske unije in Kitajske v odnosih Evropske unije za Afriko, seveda pa tudi na vseh nižjih delovnih ravneh, ko pripravljamo se pravi teren in gradiva in potem osnove za odločitve. O tem vprašanju so razvojni ministri razpravljali na novembrskem neformalnem zasedanju FACT-EU, se pravi Sveta za zunanje zadeve v sestavi razvojnih ministrov, predvsem z namenom vzpostavitve enotnega glasu EU na globalni ravni. Tukaj se potem se to poskuša vključiti v ta pristop Team Europe. Zdaj, za doseganje trajnostnega okrevanja, ki v središče postavlja ljudi, pa ni dovolj le tako imenovana dobrodelnost, nujno je sodelovanje s partnerskimi državami v njihovih prizadevanjih za izgradnjo močnih in odpornih zdravstvenih sistemov, zagotovitev dostopa do kakovostnega izobraževanja ter podpirati mlade, da izkoristijo svoje potenciale. V luči prihajajočega svetovnega vrha G20 o zdravju in vrha o izobraževanju je potrebno še več pozornosti nameniti nadaljnjim skupnim ukrepom in se dobro pripraviti na nadaljnje izzive pri blaženju posledic pandemije. Za zaključek pa bi ponovno vzpostavila ta pomen partnerstev. Samo skupaj lahko dosežemo trajnostni razvoj, se borimo proti revščini, neenakosti in nenazadnje tudi rešujemo globalna zdravstvena vprašanja. Na nas je, kako bomo izkoristili trenutne razmere, da zgradimo svet po pandemiji, ki bo boljši in na bolj trajnostnih temeljih. Omenili ste, kako pomembno je sodelovanje in partnerstvo med različnimi deležniki, če želimo doseči skupne cilje Agende 2030. Me pa zanima, ko govorimo že o teh ciljih, kakšno pa vidite vlogo civilne družbe pri tem? Strinjamo se, da je za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja nujno in tudi možno edino, če bomo k temu stremeli vsi, se pravi tako države kot civilna družba, kot gospodarstvo in tudi nenazadnje posamezniki moramo prispevati k temu. Zato se trudimo v naše aktivnosti vključevati čim širši krog vseh akterjev, tako civilne družbe kot zasebnega sektorja, in pomen partnerstev med državo in drugimi deležniki na nacionalni, pa tudi regionalni in globalni ravni poudarja tudi Agenda 2030, saj je jasno, da zgolj tradicionalni akterji ciljev ne bomo mogli doseči. Slovenija gradi mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na široki mreži partnerjev, ki v tem izvajalskem delu vključujejo predvsem državne ustanove z področja razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in nevladne organizacije, ter seveda zasebni sektor in mednarodne organizacije. Pri oblikovanju politik in strateških usmeritev pa poleg omenjenih partnerjev vključuje tudi predstavnike iz akademske sfere. S civilno družbo intenzivno in redno sodelujemo. Predstavniki civilne družbe so vključeni v strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje. Redno jih vključujemo v oblikovanje politik in strateških dokumentov, v aktivnosti ozaveščanja javnosti in globalnega učenja, ter seveda v samo izvajanje razvojnih in humanitarnih projektov v partnerskih državah. Nepogrešljivo vlogo v nevladnih organizacij vidimo tudi pri izvajanju razvojnih in humanitarnih projektov v tistih državah, kjer Slovenija nima diplomatske mreže. Nevladne organizacije pa imajo svojo mrežo lokalnih partnerjev in s tem neposreden dostop do ljudi. S tem ciljem praktično na celo podsaharsko Afriko. Tam brez nevladnih organizacij skoraj ne bi mogli izvajati projektov. In tudi zaradi dobrega poznavanja lokalnih razmer in sodelovanja z lokalnimi organizacijami ocenjujemo te projekte kot zelo, zelo učinkovite. Pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja je partnerstvo s civilno družbo torej velika dodana vrednost. Poleg že vseh omenjenih vidikov ne gre zanemariti tudi vezi, ki jih ima civilna družba do ljudi oziroma do lokalnih skupnosti
tako v partnerskih državah kot v Sloveniji, kar pa je v kontekstu ciljev velikega pomena. Omenili ste že večkrat tudi ozaveščanje in pomembnost ozaveščanja. Pa če se obrnem na raziskavo PISA 2018, ko smo v bistvu s to raziskavo prvič v Sloveniji dobili mednarodne podatke o globalnih kompetencah 15-letnikov, ti so skupaj z sovrstniki iz 66 držav ocenjevali lastno globalno kompetentnost. In v primerjavi z učenci iz držav OECD so slovenski najstniki v povprečju poročali o nižji zaznani samoučinkovitosti pri pojasnjevanju globalnih vprašanj, slabšem zanimanjem za spoznavanje drugih kultur, pa manj pozitivnem odnosu do priseljencev. Ocenili so, da imajo slabšo spretnost medkulturnega komuniciranja in pa tudi slabšo odzivnost na različna globalna vprašanja. In ti naši slovenski 15-letniki so se ocenili in poročali tudi o tem, da imajo predvsem manj pogosto vključenost nekih globalnih tem in globalnega učenja v šoli. Kakšne ukrepi in koraki bi bili po vašem mnenju potrebni, da jih storijo vsi vpleteni deležniki, da bi izboljšali te globalne kompetence slovenskih otrok in mladih in seveda tudi kasneje odraslih ljudi? Kot vemo, razumevanje globalnih izzivov namreč kar precej vpliva na podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju. Z našimi aktivnostmi in projekti gotovo prispevamo k večji ozaveščenosti in razumevanju globalnih vprašanj med mladimi. Hkrati se prizadevamo za sodelovanje med ključnimi akterji na tem področju. S tem namenom smo leta 2018 v sodelovanju z Evropsko mrežo za globalno učenje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter nevladnimi organizacijami organizirali nacionalni forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. V pogovorih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pa se zavzemamo za vključevanje tovrstnih vsebin v formalni šolski sistem. Ministrstvo za zunanje zadeve se zaveda, da so mladi enakopraven partner in pomemben glas, ko gre za odločanje o naši skupni prihodnosti. Tako tudi že vrsto let svoje delegacije na letnih zasedanjih Generalne skupščine Združenih narodov vključujemo mladinske delegate, jih podpiramo in z njimi tudi redno sodelujemo. Nenazadnje pa tudi podpiramo nekatere čisto konkretne projekte globalnega učenja po šolah, predvsem preko nevladnih organizacij. Potem imamo recimo projekt Evropa v šoli. Zdaj recimo v letu 2020 smo načrtovali, da bi z tem zidom 2030 snav, ki je za mano in je trenutno tukaj sameva v sejni sobi na zunanjem ministrstvu, da bomo naredili neko turo po šolah, da bomo bili prisotni tudi s tem na kulturnem bazarju. Se pravi, da bomo poskušali doseči mlade, tudi neke druge populacije, ampak predvsem mlade in jih poskušali ozavestiti, kako so del globalne skupnosti, kljub temu, da nas je ta pandemija prisilila, da zdaj živimo v mehurčkih, bolj ali manj vsak pri sebi doma, kar sploh za mlade, ki že toliko časa ne hodijo v šolo, še posebej velja. Nedvomno je ozaveščanje o ciljih trajnostnega razvoja seveda pomemben del za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja in zagotavljanje, da nikogar ne pustimo ob strani. Javna podpora pa seveda je ključnega pomena za skladne in učinkovite politike na različnih ravneh. Kako morda še nadalje okrepiti ozaveščenost o ciljih trajnostnega razvoja? Menimo, da si je za krepitev ozaveščenosti o ciljih trajnostnega razvoja treba prizadevati na vsakem koraku in izkoristiti tudi čim več različnih priložnosti, saj so cilji zelo kompleksni. Pri tem je ključnega pomena sodelovanje vseh akterjev. Pri naslavljanju mladih ima pomembno vlogo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Mi pa poskušamo krepiti ozaveščanje preko različnih akcij in v sodelovanju z izvajalci, predvsem v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Zdaj, v okviru projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in ustanove, spodbujamo, da čim več pozornosti namenijo tudi
ozaveščanju javnosti o rezultatih projektov in s tem tudi o ciljih trajnostnega razvoja, in sicer tako v Sloveniji kot tudi v partnerskih državah. To je en poseben obvezen del vsakega projekta. Se pravi, poleg tega tudi od leta 2015 mora vsak izvajalec, se pravi in nevladna organizacija in ustanova, določiti, kateri cilj trajnostnega razvoja zasleduje v okviru svojega projekta in katere vse aktivnosti bo izvedel na področju ozaveščanja, tako o projekti, kot tudi o tem cilju trajnostnega razvoja. Zdaj, zaradi tega je potem nastalo tudi kar veliko število nekih različnih dogodkov, tudi nekaj gradiv, ki je namenjenih ozaveščanju, tako o vseh, kot tudi o posameznih ciljih trajnostnega razvoja. Z namenom ozaveščanja te najširše javnosti o ciljih smo leta 2015 prvič izvedli ozaveščevalni dogodek Najboljše novice iz sveta in ga na podlagi dobrega odziva, takrat je dogodek potekal v 41 krajih v Sloveniji, ponovili, sicer v nekoliko drugačnem obsegu. V zadnjih letih pa so Najboljše novice iz sveta postale pomemben del ozaveščanja, ki ga izvajajo nevladne organizacije, konkretneje potem to koordinira Sloga. Ponosni smo tudi, da nam je uspelo cilje trajnostnega razvoja vključiti v že prej omenjeni natečaj Evropa v šoli, v katerem vsako leto se deluje tam približno, malo variira med leti, okrog 10.000 mladih. In tema vsakokratnega natečaja se od leta 2015 naprej nanaša na enega izmed ciljev trajnostnega razvoja in to se nam zdi tudi dobra priložnost za ozaveščanje mladih o ciljih z različnih vidikov, se pravi, da vsakič neko temo res povežejo tudi s ciljem trajnostnega razvoja in tako pač jih tudi na tak bolj mehek način nekako ozaveščamo o ciljih in o namenu ciljev. Evropska komisija je tudi potem po Evropskem letu za razvoj, ki je bilo namenjeno ozaveščanju o razvojnem sodelovanju v vseh državah članicah, iskala različne načine, kako bi lahko določene te ozaveščevalne akcije izvajali na tem v večjih državah članicah hkrati. In tako se je rodila ta kampanja 2030 is now. Recimo, in s tem se tudi mi tukaj na zunanjem ministrstvu spopadamo z nekimi novimi prijemi, novimi načini delovanja. In tako, na primer, smo v letu 2019 promovirali cilje trajnostnega razvoja na poletnem festivalu Metal Days v Tolminu. To je bila taka zelo nenavadna akcija v smislu čisto vsega izven okvirov, ki jih drugače imamo na zunanjem ministrstvu. Takrat smo dobili nek tak interaktiven zid, ki je na zanimiv način angažiral obiskovalce, da so spoznali cilje. Potem se je ideja razvila in smo ugotovili, da ta interaktivni zid je relativno težko postaviti v vsako okolje, ker je interaktiven s temi tablicami, z različnimi tehnološkimi pripomočki. Ga ne moreš postaviti in pustiti, ampak moraš tudi zagotoviti, ne vem, varovanje in če ga imaš postavljenega več dni in tako da smo zdaj to skupaj prišli do ideje, da je zdaj ta zid, kako bi rekla, sicer nima več teh tehnoloških luštnih igračk, ne, vendar pa omogoča, da to lahko hitreje, enostavneje postavimo na številnih lokacijah, da lahko, ne vem, tudi stoji ta zid več dni na eni lokaciji. In v redu je to, da omogoča spoznavanje z vsemi 17 cilji. Se pravi, zid je prenosen, namenjen širši uporabi in seveda bi si želeli, da bi ga lahko postavili širom po Sloveniji, na žalost zdaj zaradi teh prepovedi nekih
druženj ali pa omejitvami, kar se tiče druženj z zaprtjem šol, ta zid sameva in vendar je aktualen, bo aktualen letos, je bil aktualen lansko leto in bo aktualen tudi še čez 2 leti, tako da tukaj ga imamo in upamo, da ga bomo uspeli pokazati čim širšemu krogu ljudi. Tako da osnovni namen pa seveda je spoznavanje agende 2030 s cilji trajnostnega razvoja. Kar nekaj ciljev smo danes omenili, pa me za konec samo zanima, a imate katerega, ki vam je še posebej blizu, s katerim se najbolj poistovetite ali pa s katerim prizadevanje za njegovo uresničevanje vam je najbolj pri srcu? Ja, tako je, no, mi smo zdaj že globoko v pripravah na predsedovanje in v zadnjih mesecih se največ ukvarjam s ciljem 6, se pravi z vodo. Vodo, ki jo želimo prikazati, tako, ki jo bi želeli, se pravi z našega vidika, ne samo, da bi jo imeli v smislu razvojnega in humanitarnega konteksta, ampak tudi v tem globalnem vidiku, se pravi, kako to vpliva na mir, na varnost, se pravi, ta širši aspekt, želimo to vodo spraviti na nek višji nivo, se pravi, da bi se o njej razpravljali tudi v različnih geografskih skupinah v Evropski uniji. Ne vem, voda je tudi lahko pomemben del v razpravah o globalnem zdravju in tako naprej. Se pravi, želimo ta cilj 6 pripeljati v vse pore delovanja, recimo zdaj predvsem Evropske unije. Je pa res, da tako služba je velik del mojega življenja, no, tako da trenutno je ta SDG 6, sem ga tudi jaz ponotranjila. Ja, tako. Magistrica Adlešič Barba, najlepša hvala za ta pogovor. Kot poudarjajo cilji trajnostnega razvoja, ima vsaka posameznica in vsak posameznik vlogo pri zagotavljanju trajnostne sedanjosti in prihodnosti za vse in vsekakor lahko tej viziji sledimo le s skupnimi močmi in prizadevanji. Res je. Hvala tudi vam za vabilo na ta SDG Talks, na pogovore o ciljih trajnostnega razvoja. Na zunanjem ministrstvu si res prizadevamo pomagati pri uresničevanju teh ciljev v partnerskih državah in ne dvomim, da nam bo to uspelo tudi v notranji politiki, se pravi v Sloveniji. Hvala. Hvala tudi vam.